Dober dan. Odbor za kmetijstvo v Evropskem parlamentu, katerega član sem, se je seznanil s paketom predlogov za reformo skupne kmetijske politike. Nove rešitve nam je predstavil Evropski komisar za kmetijstvo Ciolos. S skupno kmetijsko politiko se Evropa odziva na probleme v kmetijstvu. Na začetku je bilo to povezano bolj s pomanjkanjem hrane. Današnji izziv ni več toliko količina hrane, ampak njena kakovost, zanesljivost oskrbe ter cenovna dostopnost. Pri skupni kmetijski politiki pa ne gre le za hrano, ampak tudi za spodbujanje kakovostnega in trajnostnega vidika kmetovanja, ki ščiti okolje. Predlogi Evropske komisije so dobro izhodišče za rešitev sodobnih kmetijskih problemov in za vrsto njih se člani parlamentarnega odbora strinjamo. Z novimi pravili naj bi zmanjšali razlike med sredstvi, ki jih prejemajo kmetje in drugi upravičenci v novih in starih članicah. Pomembna novost je bolj usmerjena v podporo tistim, ki se zares ukvarjajo s kmetijstvom, torej aktivnim kmetom. Pomoč aktivnim kmetijam bo navzgor omejena na 300 tisoč evrov letno na prejemnika. Nadalje naj bi zmanjšali birokracijo, tako da bo kmet res lahko kmetoval, ne pa tako kot sedaj, ko je moral biti še napol uradnik. Poenostavili bodo pravila za male kmete, ki bodo prejemali pavšalne zneske od 500 do 1000 evrov letno na kmetijo. Še posebej pa sem vesel, da nova politika daje ustrezno pozornost mladim kmetom. Tako lahko kmetovalke in kmetovalci, ki so mlajši od 40 let, računajo na več pomoči v prvih 5 letih kmetovanja. Kot zadnje bi izpostavil še vključitev okoljske dimenzije v skupno kmetijsko politiko. Verjamem, da bi lahko Slovenija, glede na njene geografske značilnosti, našla kar nekaj priložnosti na področju ekološkega kmetovanja. Poleg tega predlagane ukrepi povečujejo sredstva za financiranje raziskav in inovacij, podpirajo neposredni stik med kmeti in potrošniki ter spodbujajo podjetništvo na podeželju. Hkrati pa smo v Evropskem parlamentu mnenja, da bi veljalo vrsto stvari urediti drugače, če želimo res učinkovito in uspešno skupno kmetijsko politiko. Vse preveč je še papirologije, obenem pa ni dobro, da se znižujejo sredstva namenjena za kmetijstvo. Znižanje bi lahko še zmanjšalo število tistih, ki se ukvarjajo z njim. V prihodnjih mesecih nas čakajo zanimiva pogajanja, tako s komisijo kot s svetom na drugi strani. Predlagana skupna kmetijska politika prinaša Sloveniji vrsto priložnosti, žal pa zaenkrat še ne poznamo vseh finančnih podrobnosti. Vsekakor pa si bom v zakonodajnem procesu po svojih močeh prizadeval, da bo čim več rešitev ugodnih tudi za slovenskega kmeta. Priložnosti za Slovenijo denimo vidim v pomoči, ki jo nova politika prinaša malim kmetom, kmetom v naravno izpostavljenih predelih in pri podpori z vidika varstva okolja. Z vidika malih kmetij je pomembno tudi, da predlagani ukrepi prinašajo vrsto možnosti za dodatni zaslužek kmetovalcev. Kar 30% neposrednih plačil je denimo rezerviranih za kmetije, ki uveljavljajo okolju prijazne prakse. To pomeni varstvo narave, ohranjanje pašnikov, gojenje več različnih kultur. Potem bi omenil še pomoč za spodbujanje zaposlovanja in podjetništvo na podeželju, kar bi prav tako lahko bilo zanimivo za slovenske kmete. Poudaril bi še rad nekaj, na kar pogosto radi pozabljamo. Od skupne kmetijske politike imamo koristi vsi, ne le kmetovalci. Z njo se zagotavlja redna preskrba s hrano, ki je potrošnikom dostopna po primernih cenah. S spodbujanjem trajnostnega kmetijstva skupna kmetijska politika pomaga varovati okolje ter bogato in pestro podeželsko krajino. Doma pa moramo tudi precej narediti na področju samooskrbe in tako ponovno oživeti določene panoge. Res je, da smo del skupne evropske kmetijske politike, a imamo tudi lastne okuse, interese in potrebe. Ne pozabimo na nje.